Zoran, o čem bo pa danes tekla debata? Vsebinski marketing. Dobrodošli že v 5. oddaji Point Out Weekly. Danes bomo govorili o vsebinskem marketingu. Prejšnji smo pokrivali uporabniško izkušnjo. Bomo dali link tudi do te 4. epizode, ko je bil z nami gost Klemen Selakovič. Si lahko ogledate, potem skočite nazaj v to oddajo. Dajva Zoran kar začeti, kar iti v to oddajo, ampak mogoče še prej, ne? Ti se vedno tako lepo urediš. Vedno se spedenaš, greš k frizerju en dan prej, jaz pa vedno v to oddajo prijem tako neurejen, mislim. Ja, lej, treba Kvaraš mi izgled. Ja, to je svega, veš, pač, veš, kdo vse gleda to oddajo, tako da se je treba zrihtati, ne moreš kar prijeti, pač kot, ne vem, kada si zjutraj tako, kao, šel sam na kavo s frendom, ampak se treba zrihtati za oddajo, ne, tako da. Mogoče bi rabo osebno stilistko. Kdo, ti? Ja, jaz sem. Mogoče, ne vem, zase ne bom več rekel. Ampak okej, pojma v oddajo, pa daj, kar za začetek povej malo na splošno, kaj je vsebinski marketing sploh? Ja, veliko ljudi pravzaprav ne ve, da je vsebinski marketing že ful stara zadeva, ne. Bajene bi se začel z John Deerom, on je imel te, ki proizvajajo traktorje pa to. Oni so imeli neko revijo, ki so jo dali pač svojim kupcem, z nekimi nasveti za farming. Ampak tisto, kar je meni mogoče malo bližji, je Michelinov vodič, ne? Okay. Brata Michelin, ki sta proizvajala gume, sta iskala načine, kako v bistvu prodati več avtomobilov, prodati več gum in sta takrat pripravila svoj Michelinov vodič po Franciji. In pač vse veš kaj, cilj je bil zato, da ljudje več kupujejo avtomobile in dodaš neko dodano vrednost. Kaj, to je bilo v prvi polovici 20. stoletja? Tako je, ja. Okay. 1900 pa še nekaj. Zdaj pa dejansko o vsebinskem marketingu s to besedo pa govorimo šele z razvojem spleta, se pravi nekje v 90-ih letih. In ja, evo, lej, to je to. Mogoče lahko še povem, kaj je bistvo vsebinskega marketinga. Mogoče za razliko od tega tradicionalnega marketinga, kjer imamo samo neko bombardiranje sporočili, bam, mi smo najboljši, bam, nas kupite, bam, naša cena je ne vem kaj. Pri vsebinskem marketingu zadevo malo obrnemo, ne? Pa najprej uporabnikom pravzaprav ponudimo uporabno vrednost in jih s tem na nek način navežemo nase. Ne? Je pa ful pomembno, da točno vemo, kdo je naša ciljna skupina, zato da jim tudi znamo servirati uporabno vsebino. Pa pomembno je tudi to, kar bova ziha še kaj omenila v nadaljevanju oddaje, je konsistentnost. Ne? Da to delaš dlje časa. Recimo Michelinov vodič obstaja že 100 let. Okay. Zdaj, ko si omenil to, naredil primerjavo s tradicionalnimi kanali. Jaz bi tukaj še eno poanto izpostavil in sicer meni gre zelo, zelo na jetra, ne? Ko danes sem na spletu, grem na YouTube ali pa sem na Facebooku ali pa grem na kakšno spletno stran 24 ur, RTV Slovenija in tam si hočem ogledati nek video. Se pravi, ali sem na portalu ali sem na YouTubeu in mi pade noter oglas. Se pravi, vzame moj čas, jaz hočem nek content videti, ampak meni danes oglaševalci kradejo čas moj. In meni gre to, me totalno iritira. Ne? In mislim, da se moramo vsi v tem ekosistemu, v marketinški industriji zavedati, da nisem tukaj sam jaz, ampak to, po moje, bi se vsi uporabniki z mano strinjali. In enostavno danes nam oglaševalci iz tega tradicionalnega vidika, ker so še vsi navajeni na televizijo, kako se dela na televiziji in so enostavno ta model prekopirali na online. Ampak to ni način za prihodnost, ker enostavno ljudje danes veliko bolj cenijo čas, ko so ga včasih, ker se danes to hitro vse zadeve dogajajo. In vi jim v bistvu, če dajete na tak način oglase, in v bistvu kradete čas, vzamete jim 5, 10, 30 sekund, kakorkoli je dolg oglasa, ne. In ravno tukaj, ne, jaz vidim kot vsebinski marketing za prihodnost, ki dodaja tisto vrednost. Se pravi, vi morate danes razmišljati iz vidika dodajanja te vrednosti, ne pa odvzemanje vrednosti, ko uporabnik hoče neko svojo vsebino pogledati. Tako da ta preklop v mindsetu iz vsebinskega marketinga se meni zdi zelo, zelo, zelo pomemben.
To si zelo dobro povedal in to bi res eno sam stvar bi poudaril, še posebej glede na to, kar si govoril. Vsebinski marketing je sedanjost, ampak tudi prihodnost. Dejansko ljudem je treba ponujati dodano vrednost, na dolgi rok dodano vrednost. Tako da, ja. Najbolj, da zdaj pokrijaš še malo, zakaj vsebinski marketing, malo so se že dotaknila, pa bi mogoče tle besedo kar spet tebi predal, da poveš, zakaj je, če se podjetja, ki se še niso tega lotila, ker v Sloveniji je ekosistem še, nekatera so se že lotila, ampak vse prihaja malo zamudo. In tako, kot si rekel, ni vsebinski marketing sedanjosti ali pa preteklih 5 let, ampak je nekaj, kamor se bo vse skupaj pomikalo, ko govorimo o digitalnih medijih. Pa povej, zakaj mogoče še se ti zdi primerno, da podjetja, če še niso začela, danes začenjajo s tem. Mogoče bi to povedal za začetek. Vsebinski marketing je pravzaprav temelj ali pa bistvo velik nekih drugih digitalnih marketinških taktik. Recimo, tipičen primer je SEO. SEO se greš zelo težko, če nimaš vsebinskega marketinga. In to je nekaj, kar je bilo že prej. Kar je bilo že prej, 10-15 let nazaj se začelo razvijati. Če se pač želiš više pozicionirati v iskalniku, kakršen je Google, moraš imeti dober vsebinski marketing, dobro vsebino na svoji spletni strani, zato da te, seveda pol optimizirano za keyworde in vse to, zato da te Google najde. Za družbena omrežja ključen vsebinski marketing. Ker kaj boš dajal na Facebook, na Twitter, na Instagram, je neko uporabno vsebino, ki je velikokrat vezana tudi na lastno spletno stran, ampak spet bistvo je dodajanje neke vrednosti, nekega kontenta, neke vsebine. PR, inbound marketing, to je vse dejansko temelj v tem je v vsebinskem marketingu. In zakaj bi se podjetja morale tega lotiti? Je to, kar že spet 3-krat danes sva že omenila, je dodajanje vrednosti. Če želimo kupca pritegniti na dolgi rok, mu pač moramo dati neko dodano vrednost. In tudi, kako bi rekel, se pravi, izkušnje v digitalnem marketingu kažejo, da morajo kupci danes pridobiti en kup enih informacij, se pravi, pridobivajo en kup enih informacij, preden se odločijo za nakupe, ali googlajo, ali kogarkoli. In veliko boljše je, če mu se pravi vsebino, uporabno vsebino ponujemo mi, je tudi večja verjetnost, da se bo v tem odločil za nakup našega proizvoda, kakor pa da to uporabno vsebino dobi drugje. Ker če kupec opravil, se pravi, je pridobil neko znanje, neke informacije pri konkurentu, je spet večja verjetnost, da bo tudi pri konkurentu kupil. Je pa tako dobro, je pa dobro, da se v digitalnem marketingu, se pravi v ekosistemu, da če dalje več podjetij to se pravi dela, zaradi tega, ker če kupce izobražujemo, je to v končni fazi tudi za nas lahko boljše. Glih sem hotel izpostaviti to, o čemer si govoril. V bistvu vse, kar se je nanašalo, na kaj si govoril, je, da kupca moramo izobraževati tekom tega procesa, ker kupec ni pripravljen na nakup, je pripravljen na nakup v določeni točki. Se pravi, ko on prvič vas sreča, lahko sploh še ni pripravljen za nakup. In enostavno igrati morate igro na dolgi rok. Danes se še vse prevečkrat dogaja, da podjetja, predvsem zaradi same organiziranosti podjetij, pa kako je treba izkazovati prihodke, je, da so podjetja usmerjena na 1 leto ali pa še manj na posamezna četrtletja, ker morajo doseči tiste cilje. In nobene igre na dolgi rok. In ko govoriva o vsebinskem marketingu, to je vsekakor igra na dolgi rok. In vi se morate enostavno zavedati, da kupec, kot sem rekel, ni nujno, da takrat, ko prvič naleti na vas, da je že pripravljen za nakup, pa ga boste vi, naprimer, že pod narekovaji posiljevali z določenimi oglasi ali pa nakupom izdelka. Ne, velikokrat je to, kar je Zoran govoril, enostavno kupca je potrebno izobraziti in ga voditi čez celoten proces, čez celoten marketinški lijak. Greva naprej. In bistvena stvar pri samem vsebinskem marketingu je potem spletna stran. Sploh, če govorimo o digitalnem kontekstu, absolutno. Zakaj spletna stran? Zakaj ne delati na vsebini, se pravi, da pozabimo na svojo spletno stran in delati vsebini preko nekih drugih kanalov? Bom povedal to, mogoče na nekem takem bolj življenjskem primeru. Tako, kot ne bi najel
zemlje od nekega znanca ali pa kogarkoli, se pravi, vzeli zemljo v najem in na tej zemlji zgradili hišo, palačo, kogarkoli. Ker se lahko ta oseba kadarkoli odloči, da to zemljo ali proda nekomu drugmu, ali da jo neha oddajati, in tisto hišo, v katero ste vi vložili tono denarja, enostavno lahko pozabite na njo. Tudi tako, naslednje vprašanje. Kje je tista faca, ki je imel na MySpaceu, 5 milijonov fanov? Kje je ta faca? Ni ga, noben več verjetno ne ve za njega. Zaradi tega, ker je MySpace zaprl pipco, ključe, ali pa oziroma še vedno obstaja. Oziroma družbeni mediji so ga povozili. Tako je. In isto se dogaja, če res vso svojo pozornost usmerjate izključno v neko specifično družbeno omrežje in pozabljate na svoje lastne kanale, pa se lahko zgodi, da jutri dejansko skoraj nimate več komunitija. In je bistveno vlagati na začetku, že od samega začetka, v svoj, se pravi, v nekaj, kar vi sami nadzirate. In to je vaša spletna stran, takoj se s tem tudi poveže e-mailing, tako da od samega začetka zbirate elektronske naslove od vaših potencialnih kupcev. To je celo ena najpomembnejših zadev, ki jih morate delati pri vsebinskem marketingu. Ja. Da začnete, takoj ko se vsebinskega marketinga lotite, da začnete z grajenjem svoje e-mailing liste. Tako je. Ključno pa seveda predvsem tem je pa, da določite vašo ciljno skupino oziroma persone. Se pravi, da si dejansko izoblikujete več različnih person, govorimo zelo specifično. Predstavljajte si eno osebo, ki mu dodate neke karakterne, demografske lastnosti, življenjski cikel, itd., katere brende ima ta oseba rada. In dejansko jo izoblikujete, date ji tudi ime, zato da si lažje predstavljate in se vprašate, kaj bi pa Janez bral, kaj pa Janeza zanima. In na podlagi tega tudi izoblikujete vašo vsebino. In to osebo vodite, kar je tudi ful pomembno pri vsebinskem marketingu, skozi, rečemo temu, prodajni lijak. Se pravi, na začetku mu dajete neke splošne vsebine in potem ga vodite v če dalje bolj specifične, da mu na koncu poskušate tudi nekaj prodati, kar je vaš cilj, končni. Se pravi, zdaj si pokril samo spletno stran, da je to izhodišče vsega pri vsebinskem marketingu. Mogoče bi jaz tukaj še omenil neke dva alternativna načina tega, ki se povezujeta s samim vsebinskim marketingom, in to je tako imenovani influencer marketing, oziroma kako se reče influencer, vplivneži, se pravi marketing vplivnežev. Kaj to pomeni? Se pravi, osebe, ki imajo zgrajeno svojo bazo, ki imajo svojo ciljno skupino in se zelo dobro povezuje z vašo blagovno znamko, z njimi greste lahko v sodelovanje, jih najamete, zaradi tega, ker oni vam lahko odprejo vrata do te njihove ciljne skupine. Se pravi, vi razširite svoj prostor in se povežete z večjimi influencerji, kateri bodo za vas izvajali vsebinski marketing. Se pravi, ko govorimo o influencer marketingu, še vedno bodo te osebe izvajale aktivnosti, dale dodano vrednost. Vedno je potrebno gledati, ko govorimo o vsebinskem marketingu, iz vidika te dodane vrednosti, ki jo tukaj poudarjava. Ampak ja, to je eden izmed takih načinov, ki lahko potem odpirate vrata tudi do različnih ciljnih skupin. Naslednji način pa je, sicer, tako kot si rekel, za samo spletno stran, ki je tvoja platforma, lahko pa vidimo tudi družbena omrežja kot kanale, preko katerih mi posredujemo vsebino. Se pravi, najboljši je imeti svojo spletno stran, ampak za nekatere je to kdaj tudi prevelik vložek, enostavno težje, odvisno je tudi od količine oziroma zaposlenih, ki jih imate v svojem marketinškem oddelku. Plus to, ko te prekinjam, plus to, alternativno vsebino imaš lahko. Nekaj imaš, ki je bolj prilagojeno za blog, recimo na spletni strani. Zdaj pa, če govorimo o družbenih mrežjih, to, kar si rekel, pa tam delaš neko drugo vsebino. Tako je. S tem, da ta vsebina je lahko tudi daljša, se pravi, tudi date nek video, napišete long post, mi naprimer to delamo za enega naročnika, ko imamo videe z recepti in potem cel recept tam napišemo.
ker je pač enostavno hitreje uporabnik pride do tistih bistvenih informacij, kot pa da ga vodimo na spletno stran. Vedno so prednosti in slabosti, ker če ga bi vodili na spletno stran, bi potem lahko izvajali bi lahko njihov mail dobili, bi lahko izvajali remarketing aktivnosti in tako naprej. Tako da vedno morate videti, kje se nahaja pač vaše podjetje, ampak to je tudi eden izmed načinov, ko lahko vsebinski marketing delno implementirate v sama družbena omrežja. Ok, tisto, kar je tudi ključno za poudariti, je konsistentnost. Ja. To smo že na začetku omenila. Se pravi, vsebinski marketing se greste zelo težko, če ste nekonsistentni. En blog post objavim danes, pol mogoče čez 14 dni enega, pol 2 meseca nič, pa spet enega objavim. Tako to pač ne gre. S tem boste ljudi enostavno zgubljali. Danes je na netu vsaka stvar en ali pa 2 klika stran. In zakaj bi uporabnik ustajal pri vas, če ste nekonsistentni, če mu ne podajate neke dodane vrednosti na mogoče ne glih na vsakodnevni ravni, čeprav bi to bilo še najboljše, ampak saj na neki tedenski ravni. Zakaj bi vstal pri vas, zakaj ne bi šel konkurentov, zakaj ne bi šel nekaj drugega pogledati? Valjda, uporabnik bo vedno se vprašal, kaj meni laže, kjer jaz dobim boljše informacije. In zato je ključna konsistentnost. Ja. Tudi zato, da jih konstantno imamo v nekem lijaku. Ja. In ko govoriš o tej konsistentnosti, ena zadeva, ki še nisva omenila, pa ko govorimo o vsebinskem marketingu, je tudi video vsebinski marketing, to, kar pač mi delamo. In enostavno, tudi mi moramo biti tukaj konsistentni z našimi oddajami. Zato enostavno pride vsaka oddaja, si sledi na en teden. Se pravi, mi to konsistentnost in hkrati podajanje dodane vrednosti želimo enostavno na tedenski ravni zagotavljati. Tako da to je ta konsistentnost. Če govorimo o blogu, je to lahko en blog na teden, eden na 14 dni, lahko sta 2 na teden, kakorkoli. Ampak da ste konsistentni, ker tudi uporabniki pričakujejo določeno vsebino v določenem momentu. Točno to, tudi uporabnika dejansko navadimo na ta način. Se pravi, ko se enkrat odločimo, tako kot nam pač naši, kako bi rekel, kakor so naše zmožnosti. Če so pač naše zmožnosti, da ponujemo kontent na tedenski ravni, bomo to delali na tedenski ravni. Ampak ključno je res, uporabnik se navadi. Ko enkrat začnemo objavljati na tedenski ravni, bo pričakoval, če že ne mogoče zavestno, pa vsaj podzavestno, da bo prišel na vsak teden nek nov kontent. Ok, to je to za pokrila, ta teden, za to oddajo. Spremljite nas še naprej, sprašujte, mi bomo z veseljem odgovarjali, naslednji teden pa bomo pokrili. Kaj že naslednji teden? Okay. Najbolj pogoste napake marketinških oddelkov v podjetjih. A sem prav povedal? Si prav povedal, s tem, da jaz bi z tega vidika rekel še ne samo napake, ampak kje mi vidimo izboljšave kot agencija, ki sodelujemo z naročniki, kje se lahko kot podjetja vi izboljšate, da se sam marketinški proces še bolj dodelate. Ok, se vidimo naslednjič. Čau!